Pentagon ni le objavil datoteko NLP-jih, objavil je dokaze o stvarih, ki ne bi smele biti mogoče. To niso govorice ali uhajanja informacij. To so dokumentirani stiki, ki jih Pentagon še vedno ne zna pojasniti. In najbolj zaskrbljujoč del? To so stvari, za katere želijo, da jih vidiš. Številka 50. Septembra 2020 je FBI poskušal razumeti, kaj je operater drona na ameriškem območju pravkar videl. V deklasificiranem videoposnetku moški pojasnjuje, da so on in njegovi sodelavci vsi videli močno svetlobo nad obzorjem. Obdan z bleščečim sijajem je bil predmet, citiram, kovinsko siv, linearen, dolg približno 1 do 2 dolžini helikopterja Black Hawk in zagotovo večji od drona. Videti je bilo kot neko vozilo, vendar ni imelo izpuha ali kril. Lebdelo je na približno 1500 metrih višine in se premikalo z vzhoda proti zahodu. In potem je bilo v 5 do 10 sekundah izginilo. Moškega je to prestrašilo, a tisto noč je nevihta prizadela mesta. Še vedno je bil napet, ko je sedel v svoji hotelski sobi, ko je nenadoma njegov televizor ugasnil. FBI je povedal, da je naslednji 2 noči komaj spal in ko je zaspal, so ga mučile čudne sanje. Je vzpostavil stik? Da bi bolje razumeli, pojdimo nazaj v čas, ko se je v ZDA vse to govorjenje o NLP-jih sploh začela. Številka 44. Ob koncu druge svetovne vojne so ameriške in britanske obveščevalne službe skušale ugotoviti, ali so nacistični znanstveniki izdelali super orožja. Dejansko so imeli rakete V1 in V2, vendar razglašeni dokumenti kažejo, da je bilo na nebu nad Evropo opaženo nekaj, kar ni bila raketa. 4. novembra 1948 je v strogo zaupnem dokumentu ameriškega vojnega letalstva za Evropo pisalo: Že nekaj časa nas skrbijo ponavljajoča se poročila o letečih krožnikih. Eden od teh strojev je bil opažen, citiram, kako je približno 30 minut lebdel nad letalsko bazo Neubiberg. Ameriške oblasti so bile zmedene in so zapisale, da bi lahko bila ta plovila, citiram, zunaj okvira našega trenutnega obveščevalnega razmišljanja. Številka 48. V tajnem poročilu je bil eden od teh strojev opisan kot izjemno okreten in z očitno sposobnostjo skorajšnjega lebdenja, z obliko, ki približno ustreza ovalnemu disku s kupolasto obliko na površini. Sposobnost hitrega izginotja z veliko hitrostjo ali popolno razgradnjo, sposobnost združevanja ali zelo hitrega gibanja v tesni formaciji. Nič, kar je zgradil človek, tega ni moglo narediti. Torej, kaj so videli? Številka 47. Eden od mož, zadolženih za razumevanje teh nezemeljskih strojev, je bil direktor FBI, J. Edgar Hoover. Razkriti dokumenti kažejo, da ni bil vernik, vendar je skoraj vsak teden na njegovo mizo prispel nov dokument o NLP-jih. Eden od teh dokumentov kaže, da se je 9. oktobra 1967 ženska pojavila v pisarni FBI v Dallasu. Trdila je, da so jo julija tistega leta ugrabili nezemljani. Citiram: Bitje z drugega planeta, ki je prevzelo zemeljsko obliko, jo je odpeljalo v nebo na vesoljsko ladjo in ji predalo nekaj pomembnih informacij. Trdila je, da so ji nezemljani povedali, da so 22. maja 1962 ameriške sile izstrelile raketo na NLP nad Afriko, vendar se je plovilo zaščitilo z zaščitnim poljem. Prav tako je trdila, da so ameriške sile 20. avgusta 1967 sledile še enemu NLP-ju nad Antarktiko. Ženska je vztrajala, da bi, če bi preiskovalci lahko preverili te dogodke, to dokazalo, da je njena zgodba resnična, vendar je zavrnila, da bi povedala svoje ime. Ker je opozorila, da imajo žvižgači o NLP-jih navado izginjati ali pa jih doleti nesrečna usoda. Čeprav se sliši nenavadno, so podobne trditve še naprej prihajale v pisarne FBI-ja. 14. maja 1969 je moški po imenu Larry Stevens pisal uradu. Prosil je agente, naj raziščejo govorice o skrivnostnih moških oblečenih v črno in vozečih črne avtomobile, ki naj bi ustrahovali priče NLP-jev. Včasih pa so se celo izdajali za agente FBI-ja. Lahko bi vse v teh dosjejih hitro odpisali kot nore ali željne pozornosti, vendar je veliko poročil prišlo iz zelo verodostojnih virov. Številka 46. 3 pripadniki 147. eskadrilje za letalske in komunikacijske povezave, nameščeni na Guamu, so poročali, da je ob 10:40, 14. avgusta 1946, so videli 2 srpaste oblike predmeta, ki sta švignila nad njihovimi glavami. Ocenili so, da sta letela z 2-krat večjo hitrostjo kot najhitrejše ameriško lovsko letalo. Predmeti, ki so leteli približno na višini 1200 čevljev, so nenadoma začeli izvajati ostre cik-cak manevre, preden so izginili iz vidnega polja. Sliši se nenavadno, da to prihaja od vojaškega osebja, vendar so se takšna poročila nadaljevala tudi v 20. stoletje številka 45.
V samo 2 dneh maja 2023 je 7 različnih oseb, ki so delale za zvezno vlado, poročalo, da so na nebu nad zahodnim delom ZDA videle nekaj nepojasnjenega. Dogodek 1. 3 ločene ekipe posebnih agentov zveznih organov pregona so poročale, da so na nočnem nebu videle 2 ali 3 žareče rdeče krogle, ki so visele v zraku. Po njihovih pripovedih so se večji objekti zdeli, kot da izpuščajo manjše krogle, skoraj kot matična ladja, ki spušča manjša vozila. Manjše luči so se spustile navzdol, preden so vse nenadoma izginile. Dogodek 2. Več agentov je opisalo, da so videli eno samo rdečo kroglo, ki je visela nad skalnatim vrhom, kot da bi bila z njim povezana z nečim, kar je izgledalo kot svetleča nit svetlobe. Objekt je lebdel v popolni tišini. Eden od prič je to primerjal z očesom Saurona iz Gospodarja prstanov. Po približno minuti nepremičnosti je izginilo. Dogodek 3. 2 agenta sta poročala, da sta ponoči opazila nekaj, kar je sprva izgledalo kot avto, ki se je premikal skozi prepovedano območje, vendar je bilo nekaj narobe. Vozilo, ki je imelo eno rdečo in eno belo luč, je kot da lebdelelo približno 1 meter nad tlemi. Ko sta se agenta približala, je predmet zdrsnil po strani čez puščavo, kot je eden od prič opisal, brez vsakršnega upora. Do danes niti priča, niti ameriške oblasti niso ponudile dokončne razlage za to, kar so videli. Naslednjega ohranimo preprostega, a norega. Številka 44. Zdaj odtajnjena, sestavljena skica razkriva, kaj so priče povedale FBI-ju, da so videle na nebu. Razen, da se to ni zgodilo med UFO histerijo v 40. ali 50. letih prejšnjega stoletja. To se je zgodilo leta 2023. Priče so opisale bronasto kovinsko elipso, ki je izbruhnila iz zaslepljujoče svetlobe, nato pa izginila brez sledu. In to je šele začetek. Številka 43. 22. aprila 1964 je policist Lonnie Zamora v Socorru v Novi Mehiki zasledoval prehitro vozeči avto, ko je v daljavi zagledal plamen in zaslišal čuden rohneč zvok. Mislil je, da gre morda za eksplozijo stavbe, a ko se je približal, je opazil, da leti. Ni bilo dima, ropot je spremenil frekvenco. Peljali se je bližje in opazil nekaj, kar je izgledalo kot sijoč predmet z 2 nogama pritrjenima na tla. Medtem sta se v bližini zadrževali 2 osebi v belih kombinezonih. Je šlo za kakšno nesrečo? Peljal se je bližje, da bi lahko pomagal, a zaslišal se je še en ropot in nenadoma se je predmet začel premikati navpično navzgor, pod njim pa je bruhnil ogenj. Ta dogodek je postal znan kot incident Lonija Zamore. Nikoli ni bilo ugotovljeno, kaj je tisti dan videl, vendar je zvenelo zelo podobno temu, kar je leta 2025 doživel visoki ameriški obveščevalni uradnik. Številka 42. Ta razglašena datoteka je močno cenzurirana. Niti lokacija ni navedena, vendar je bilo okoli 17. ure. Na visoko varovanem preizkusnem območju v ZDA je uradnik opazil kroglo na nebu in zaslišal udarec, kot da bi nekaj zadelo tla. Nato je vzel helikopter in se odpravil na iskanje. Moški je trdil, da sta on in še en uradnik opazila izjemno vroč predmet, ki je lebdel na nebu blizu kraja, kjer je pristal prvi predmet. Predmet se je usmeril proti vzhodu in nato proti jugu, nato pa se je zdel, kot da se je razdelil na 2 ločena dela, ki sta se oba gibala z veliko hitrostjo. Nato je postalo jasno, da sta to 2 veliki kroglasti sferi, ki sta lebdele druga ob drugi in sta se zdele, kot da žarita. Bili sta ovalni, oranžni, z belim ali rumenim središčem in iz njiju je sijala svetloba. Nenadoma se je pojavila še ena, nato še ena, dokler jih ni bilo skupaj 5. Vse so nekaj časa lebdele, nato pa izginile. Moški so jih kasneje ponovno videli blizu gore, kako so se premikale v vodoravni liniji. Izginile so, a 3 so se nenadoma pojavile od nikoder v trikotni formaciji. Ni jasno, kaj so pravzaprav videli, torej ali nas opazujejo? Številka 41. Če nas res, potem bi to lahko pojasnilo, kaj so astronauti NASA videli decembra 1972 med misijo Apollo 17. Agencija je posnela fotografijo, na kateri so bili videti 3 pikice v vesolju, gledano z Lune. Vsaka je tvorila trikotnik. Do danes ni soglasja o tem, kaj so. Številka 40. Leta 2025 je FBI uradno predložil fotografijo Pentagonovemu uradu za reševanje anomalij v vseh domenah, ali ARO, kot neidentificiran anomalen pojav. Na prvi pogled je fotografija videti popolnoma prazna, le še ena meglena slika neba, vendar, če pogledate pobliže, je tam majhna črna pika. Ne izgleda kot kaj posebnega, vendar tega tudi ni mogoče razložiti. Tako kot figura, ki se je pojavila na drugi sliki, je imela tudi ta obliko helikopterja, vendar v času, ko je bila slika posneta in videna, na nebu zagotovo ni bilo helikopterja. In včasih se ti objekti približajo preveč, da bi bilo udobno. Številka 39.
Vladislav Krasuski je bil v poljski vojni ujetnik leta 1944, ko je vozil traktor blizu nemškega taborišča, kjer je delal kot delavec. Ko se je približal močvirnatemu območju, je motor nenadoma ugasnil in v daljavi je zaslišal visok piskajoč zvok. Kmalu se je pojavil stražar SS in mu pomagal zagnati traktor. Delavci o tem niso preveč razmišljali, vse do 3 ur kasneje. Delovna ekipa je pogledala navzgor in videla, kako se je neko vozilo navpično dvignilo v nebo. Počasi je lebdel stran, nato pa izginil za nekaj drevesi. Bil je krožne oblike in premera med 70 in 90 metri, temno-sive barve z 2 glavnima deloma. En del se je vrtel z veliko hitrostjo, kar je po dokumentih ustvarilo neprekinjeno zameglitec. Krasuski je to zgodbo povedal, ko je po vojni pristal v ZDA. Prisegel je, da so on in približno 18 drugih članov posadke, Poljakov, Francozov in Rusov, vsi videli isto stvar. Informacije so bile več let skrite. Medtem ko so ameriške oblasti ljudem govorile, da NLP-ji ne obstajajo, so aktivno preiskovale zgodbe, kot je bila tista, ki jo je povedal Krasuski. Včasih pa leteči krožniki niso bili le potegavščine. Številka 38. Razkriti dokumenti vsebujejo pisma, poslana med različnimi oddelki. Opisujejo vse od nepojasnjenih pojavov do otrok, ki so se šalili v državi, ki je hitro postajala obsedena z NLP-ji. Ena od teh pisem je datirana na 11. julij 1947 in razkriva, da je gospa Easterbrook našla leteči krožnik na dvorišču svoje hiše v mestu Twin Falls v Idahu. Slišala je trk in šla ven raziskat. Našla je 2 diska s plastično kupolo. Ameriški mediji so poročali, da so leteči krožniki zavzeli Twin Falls. Posebni agent FBI Guy Bannister je prevzel primer. Kljub temu, da so mediji trdili, da je ameriška vlada vpletena v prikrivanje, je FBI trdil, da je bil leteči krožnik pravzaprav izum, ki so ga naredili lokalni otroci. Morda je bilo res tako, vendar to še ne pomeni, da agencija drugih opažanj ni jemala resno. Številka 37. Do leta 2024 opažanja UAP niso več pristajala na mizi FBI-ja in so bila zelo redka. Redko, če sploh kdaj, so prišla v časopise. Kot opažanje oktobra, ko je neimenovani vojak v Siriji poročal, da je opazoval neoblikovano in neenakomerno kroglo bele svetlobe. Opisal je, da je videl več bleščan ali svetlobe, ki je prihajala iz neznanega izvora. To je bilo le še eno poročilo, ki je pristalo v košu stvari, ki jih ni bilo mogoče pojasniti. Številka 36. 23. septembra 1947 je general Nathan Twining, zelo spoštovan častnik, ki je kasneje postal načelnik štaba letalskih sil Združenih držav Amerike, napisal zaupni dopis z naslovom Leteči krožniki. Twining se ni šalil, ko je napisal: Pojav, o katerem poročajo, je nekaj resničnega in nedomišljijskega ali izmišljenega. Opisoval je prijavljene predmete kot tiste, ki kažejo izjemno hitrost vzpenjanja, okretnost, še posebej pri vrtenju, in manevre, ki jih je treba šteti za izogibne. Priznal je, da ni jasno, ali je plovilo upravljano ročno, daljinsko ali avtomatsko. A glede ene stvari je bil prepričan: karkoli so ljudje videli, je bilo resnično. In priče niso bile iskalci pozornosti ali obsedenici z letečimi krožniki. Mnogi so bili usposobljeno vojaško osebje, piloti in opazovalci, vajeni prepoznavanja letal. To še ni pomenilo, da je Twining verjel, da predmeti prihajajo iz vesolja. Njegova glavna skrb je bila prav tako zastrašujoča. Da bi lahko tuja sila razvila revolucionarno obliko pogona, ki je zunaj našega domačega znanja. Potem je nekdo umrl, ko je poskušal enega zasledovati. Številka 35. 7. januarja 1928 je Tomaš Mantel, 25-letni pilot iz Narodne garde Kentuckija, umrl, ko je zasledoval tisto, za kar so mu povedali, da je potencialno nevaren NLP. Prej tistega dne so navadni prebivalci v okolici Maysvilla v Kentuckiju, približno 80 milj od letalske baze Goodman, začeli klicati lokalno policijo in poročati o nečem nenavadnem, kar se je premikalo po nebu. Nato je prišlo še več klicev. Ljudje so opisovali predmet, kakršnega še nikoli prej niso videli. To ni bila potegavščina. Situacija se je zaostrila, ko so tudi pripadniki letalskih sil, vključno s poveljnikom baze in polkovnikom, poročali, da so videli predmet. Polkovnik ga je opisal kot zelo belega in dejal, da je izgledal kot dežnik z rdečimi trakovi na spodnji strani. Več prič ga je opazovalo vsaj 1 uro. Takrat so bili v zraku že 4 F-51 Mustang letala, vključno z letalom Mantela. Eno letalo je pristalo zaradi goriva, medtem ko so bila ostala naročena, naj prestrežejo predmet. Mantel je kmalu sporočil po radiju: Nahaja se nad mano in pred menoj, ter se zdi, da se premika približno s polovico moje hitrosti, oziroma približno 180 milj na uro.
Predmet je opisal kot kovinski in izjemno velik. Dva pilota sta sprva nadaljevala zasledovanje, a se je eden na koncu vrnil. Mantel je nadaljeval spinjanje. Nato je bila radijska zveza prekinjena. Nekaj trenutkov kasneje se je njegovo letalo raztreščilo v ognjen kup. Naslednji dan so časopisi objavili naslove, kot so F-51 in kapitan Mantel uničena med zasledovanjem letečega krožnika. Ameriške oblasti so kasneje trdile, da je Mantel v resnici zasledoval tajni balon Skyhook, strogo tajno raziskovano napravo za visoke nadmorske višine, o kateri takrat javno niso smeli govoriti. Do danes še vedno obstaja nekaj dvoma o tem, kaj je dejansko videl. Tako kot v naslednjem primeru, tudi ameriška vojska še vedno ne more vedno pojasniti, kaj njeno osebje vidi na nebu. Številka 34. Januarja 2024 je nekje nad Sredozemskim morjem, blizu Grčije, operater poročal, da je opazil nekaj v obliki diamanta, ki je potovalo s hitrostjo približno 434 vozlov. Opisal ga je kot predmet z nepremično sondo na dnu, ki je bil viden le prek kratkovalovnega infrardečega senzorja na krovu. Bil je tam. 2 minuti kasneje pa je izginil. Ameriško vojaško osebje pogosto poroča, da vidi te predmete, ki se premikajo na način, ki je znanstveno nemogoč, kot je to videl operater nad Arabskim morjem oktobra 2020. Številka 33. Odtajnjena datoteka navaja, da je moški prek infradečega senzorja opazil okrogel, hladen predmet, ki je potoval v smeri 319 stopinj severozahodno s približno 32 km/h. Nemogoče je bilo to, da je bil predmet sposoben narediti, citiram, nenadne spremembe smeri, česar letala preprosto niso zmožna. Tako kot naslednji primeri so bili tudi ti skriti pred javnostjo. Številka 32. Vrsto let so ameriške oblasti javno zmanjševale pomen NLP-ov in vztrajale, da ne predstavljajo večje grožnje, medtem ko so jih tiho preiskovale prek vrste skrivnih programov. Projekt Sign, projekt Grudge in kasneje projekt Blue Book. Eden od primerov, ki je pristal v teh dosjejih, je vključeval letalo American Airlines DC-6, ki je leta 1950 vzletelo z letališča Washington National. Kmalu po vzletu je posadka naletela na to, kar je pilot opisal kot bleščeče sijoč predmet, ki je letel naravnost proti letalu. Ko sem pogledal v levo, je pilot kasneje poročal, se je predmet zdel, kot da se je ustavil. Opisal ga je kot popolnoma aerodinamičnega, brez kril ali repnega dela. Predmet je nato manevriral okoli letala, se premaknil na desno stran letala in ga za kratek čas spremljal, preden je nenadoma pospešil in izginil v daljavo. Opazovali smo ga še nekaj sekund, dokler ni izginil proti vzhodu iz našega vidnega polja, je povedal kapitan. Nikoli prej ali kasneje nisem videl česa podobnega. Še bolj zaskrbljujoča so bila poročila o podobnih predmetih, ki so se včasih pojavili v bližini nekaterih najbolj občutljivih ameriških jedrskih objektov. Številka 31. Leta 1952 je FBI prejel zaupno sporočilo. Več zaposlenih v objektu Komisije za jedrsko energijo ZDA Savannah River Plant v Južni Karolini je videlo 4 leteče predmete v obliki diska, ki so se približali objektu in nato izginili. Pojavili so se znova in spet izginili, opisani kot zlate barve in gibajoči se z veliko hitrostjo. Bili so popolnoma tihi. In to je postal le še en zapis, ki je nabiral prah. Številka 30. Tako kot tisti, ki ga je naredil gospod John P. Legge v Cotroju, Newfoundland, julija 1947. Legge je oblastem povedal, da je stal pred svojo trgovino, ko je nekaj razsvetlilo nebo. Ni bila utrinek, ni bilo letalo, česa takega še nikoli ni videl. Približno 15 sekund je opazoval, kako je ta stvar letela skozi nočno nebo, predmet v obliki diska, za katerim je sledila svetleča sled v obliki stožca. In to je bilo vse. Poročilo je bilo označeno kot zaupno in skrito več desetletij, prav tako kot to naslednje razkrito poročilo, ki je še bolj osupljivo. Številka 29. Ko je Lenore Corey avgusta 1947 pisala direktorju vojaške obveščevalne službe, je posebej poudarila, da noče biti odpisana kot žrtev množične psihologije ali kakšna čudakinja. Bila je izobražena, ni je zanimala neumne zgodbe o letečih krožnikih. Toda tisto, kar je trdila, da je videla skozi okno avtobusa v Los Angelesu, ni bilo mogoče preprosto razložiti. Predmet v obliki krožnika je letel čez nebo, za njim pa jih je sledilo še več v vrsti. Iz predmetov so se zdeli žareti čudoviti žarki svetlobe. Corey je sklepal, da ameriška vojska ne bi streljala skrivnostnih žarkov nad prebivalce Los Angelesa. Torej, kaj natančno je bila priča? Številka 28. Leta 1952 so poročila CIA navajala, da so leteče krožnike opazili, kako cikcakajo nad rudarskimi območji v belgijskem Kongu. Po podatkih iz dosjejev je belgijski vojaški pilot zasledoval enega od predmetov z reaktivnim letalom in mu uspelo priti na približno 120 metrov razdalje.
Opisoval je plovilo kot srebrno, z vrtečim se spodnjim delom, sposobno hitrosti večje od Mach 1. Ko je pospešilo, so se po njegovih besedah za njim pojavili plameni. CIA je temu posvetila veliko pozornosti. Takrat je imela agencija velik strateški interes za Kongo in njegove naravne vire. Nekaj časa so deli Združenega kraljestva postali žarišče NLP-jev. Številka 27. Med časopisnimi izrezki FBI, ki so jih našli v dokumentih, je tudi poročilo britanskih medijev z dne 3. decembra 1950. Nogometna množica vidi leteči krožnik. V poročilu je bilo zapisano, da so morali nogometno tekmo prekiniti, saj je na stotine navijačev pogledalo v nebo in opazilo nenavaden bel pojav, ki je švignil čez nebo. V bližini se je tudi ragbi tekma ustavila, ko so igralci pogledali v nebo in zagledali nekaj, kar je bilo videti kot vesoljska ladja nezemljanov. Ameriške oblasti so očitno spremljale, kaj se dogaja na drugi strani Atlantika. Nažalost pa večina izrezkov iz časopisov v teh dosjejih ne vsebuje pojasnila, kaj so ameriške agencije menile o teh nenavadnih dogodkih. Številka 26. Oktobra 2001 so Rusi poslali sporočilo ameriškemu zunanjemu ministrstvu, v katerem so zanikali, da bi skrivnostna letala letela nad gruzijskim zračnim prostorom in začela bombardirati. Gruzijsko zunanje ministrstvo se je pritožilo, Rusi pa so odgovorili, da to, kar so videli, ni moglo biti rusko, zato je moralo biti NLP. Zaupni depeši sta to obravnavali z besedami, da so Rusi nagnjeni k občasnim drznim lažem. Zdi se, da NLP-ji včasih lahko služijo kot izgovor, a morda so imeli Rusi prav. Zdaj pa k resničnemu vesoljskemu grozljivki. Številka 25. Na misiji Apollo 17 so se zgodile zelo nenavadne stvari. Pilot komandnega modula Ronald Evans je v poročilu povedal, da je opazil zelo svetle delce ali fragmente, ki so plavali in se prevračali blizu vesoljske ladje med manevriranjem. Pilot lunarnega modula Harrison Jack Schmidt ga je podprl in opisal, da je to, kar je videl, spominjalo na ognjemet za 4. julij. Drugi astronavt, poveljnik misije Eugene A. Cernan, je imel drugačno izkušnjo. Ni mogel spati in je povedal, da je potem, ko je videl svetle sledi, zagledal mogočno intenzivno svetlobo, ki je utripala z močjo vlakovih žarometov. Verjel je, da je to res videl. To niso bili zgolj optični pojavi. In tudi na Zemlji so se začele dogajati nenavadne stvari. Številka 24. Nedavna objava dokumentov kaže, kako predana je bila FBI pri zbiranju časopisnih člankov povezanih z NLP. Eden izmed njih, datiran na 14. oktober 1957, je predstavljal kapitana W.J. Hulla, pilota Western Airlines, ki je nekoč javno izjavil, da so NLP-ji popolna neumnost. A si je premislil, ko je enega videl na lastne oči v Mobilu v Alabami. Letel je z majhnim letalom, ko je zagledal nekaj, kar je opisal kot bleščeč meteor, ki je letel po nebu, le da se je ta meteor nenadoma ustavil in obrnil, kar je fizično nemogoče. Nato je objekt izvedel niz sunkovitih obratov, kar ga je popolnoma očaralo in prestrašilo, in dovolj je reči, da je bil ta nekdanji trdni skeptik glede NLP-jev povsem spremenjen človek. Ni bil edini. Številka 23. Istega leta je upokojeni admiral mornarice Delmer S. Farney, človek, ki je nekoč nadzoroval ameriški program vodenih raket, podal srhljivo priznanje. Dejal je, da je videl dokaze o predmetih na nebu, ki so se gibali prehitro, preveč inteligentno in preprosto nemogoče, da bi pripadali ZDA, Rusiji ali komorkoli drugemu. Sam sicer ni nikoli trdil, da je videl leteči krožnik, vendar je jasno povedal eno stvar. Tam zunaj je nekaj nepojasnjenega. To so bili resni ljudje, ne čudaki. In potem so se krožniki spremenili v cigare. Številka 22. Leta 1954 so priče prisegale, da so nad Setifom v Alžiriji videle predmet v obliki cigare, za katerim je po podatkih CIA ostajala žareča modra sled. Isto leto so pristaniški delavci v Kuala Lumpurju poročali, da so videli še eno plovilo v obliki cigare, ki je švignilo nad njihovimi glavami in prav tako pustilo sled za seboj. NATO so v naslednjih 5 dneh deklasificirani dokumenti zabeležili še 3 ločena opažanja v Kuala Lumpurju, kjer so priče opisale cilindrični leteči stroj. Kaj natanko je bil predmet v obliki cigare? Ljudje po različnih celinah so še naprej poročali. Skupina pohodnikov blizu Saint-Mézarda v Franciji je opisala, da so vsi videli isto stvar. Velik leteči cigaro, ki se je tiho premikala približno 600 metrov nad njihovimi glavami. So leteče cigare resnične? Številka 21.
Skozi leta so ZDA ta poročila jemali resno. Strokovnjaki so pogosto trdili, da je mogoče veliko dogodkov razložiti z naravnimi pojavi, vendar je bilo približno 20% primerov preveč nenavadnih, da bi jih lahko razumno pojasnili. Kar zadeva razumno razlago, je en moški, ki se je pogosto pojavljal v deklasificiranih dokumentih, dejal, da natančno ve, kaj so te naprave. Številka 20. George Klein je bil med vojno vodilni znanstvenik na nacističnem ministrstvu za vojno proizvodnjo. Bil je tudi eden izmed tistih, ki so trdili, da so nacistični leteči krožniki resnični. Tako je FBI, ko je zbiral izrezke iz časopisov, naletel na enega, kjer je Klein izjavil, da so vsi ti NLP-ji v resnici le ZDA in Rusija, ki izdelujeta superorožja, potem ko sta na koncu vojne ukradli nacistične znanstvenike. Težava s to teorijo je, da takšno nacistično čudežno orožje nikoli ni bilo odkrito. Kljub temu je Klein vztrajal, da je osebno delal na prototipu nacističnega letečega krožnika, za katerega je trdil, da se lahko povzpne na 12.000 metrov v samo 3 minutah. Takrat nobeno javno znano letalo na svetu ni bilo sposobno česa takega. Morda je Klein lagal, morda je pretiraval, ali pa so svetovne velesile res razvijale tehnologije, ki so bile daleč nad vsem, kar je javnost vedela, da obstaja. Številka 19. Leta 1954 je major James Ziccarelli poročal, da je videl NLP na letalski bazi Brooklyn v Alabami. Opisoval ga je kot letalo, kakršnega še nikoli ni videl, s kratkimi, debelimi krili. On in drugi na bazi so ga videli na radarju in povedali, da se je premikal elegantno in tiho, nato pa je preprosto izginil. Podobne pojave so opazili tudi drugje v Evropi. Številka 18. Na Švedskem je Bengt Nordenskiöld, poveljnik švedskih letalskih sil, povedal, da so njegovi ljudje opazili nekaj nemogočega nad Baltsko obalo. Priče so opisale kovinski predmet v obliki diska, ki se je premikal na načine, ki jih običajna letala ne bi smela biti sposobna. Po poročili, ki je letel hitreje od hitrosti zvoka na višini približno 1500 metrov, kar je opažanje naredilo še bolj vznemirljivo, je bilo to, kje se je zgodilo. Blizu nekdanje nacistične raziskovalne ustanove, ki je kasneje prešla pod sovjetski nadzor. Toda neki moški je imel drugačno razlago. Številka 17. Major Donald Keyhoe, nekdani mornariški pilot marincev, je imel zelo drugačno teorijo kot Klein. V izjavah, ki so se kasneje pojavile v zaupnih dosjejih, je Keyhoe trdil, da leteči krožniki sploh niso skrivno superorožje. Bila so medplanetarna plovila, ki jih upravlja nezemeljska civilizacija. Keyhoe, človek, ki bi moral bolje kot večina civilistov razumeti notranje delovanje letalskih sil, je trdil, da ameriška vlada to že ve. Namenoma je skrivala resnico, da bi preprečila javno paniko. Letalske sile so se temu močno uprle. Uradniki so vztrajali, da bodo še naprej preiskovali poročila o NLP-jih, vendar so zavrnili javno priznanje, da so leteči krožniki resnični ali zunajzemeljskega izvora. Kaj so torej strokovnjaki za zaprtimi vrati v resnici verjeli? Številka 16. 5. maja 1955 je ameriško vojno letalstvo izdalo posebno poročilo številka 14 z naslovom Analiza poročil o neidentificiranih zračnih predmetih. Študija je preučila približno 4000 opažanj NLP-jev, o katerih so večinoma poročali navadni državljani, pa tudi vojaško osebje, policisti, piloti in drugi uradniki. Poročilo je zaključilo, da pri mnogih na videz nepojasnenih dogodkih primanjkuje zanesljivih meritev ali dovolj fizičnih dokazov za trdne zaključke. To je bila ena največjih uradnih študij o NLP-jih, kar so jih kdaj izvedli. Njegov splošni zaključek je bil, da je zelo malo verjetno, da bi bili neidentificirani zračni objekti nezemeljskega izvora. Toda poročilo je tudi priznalo, da številnih opažanj še vedno ni bilo mogoče pojasniti. In niso se vsi vpleteni strinjali z zaključki. Številka 15. Direktor projekta Modra knjiga, Edward James Ruppelt, moški, ki mu običajno pripisujejo zamenjavo izraza leteči krožnik z NLO, je vojaško sporočilo za javnost o poročilu označil za brezvredno. Potrudil se je in o tem napisal knjigo, v kateri je dejal, da bomo očitno morali živeti z NLO-ji. Ni menil, da bi jih lahko vse pojasnili, vendar so bile dosedanje preiskave vse šibke. To je bilo pomembno delo. Zamenjava izraza leteči krožnik z NLO je bila bolj v skladu z znanstvenim razmišljanjem. Toda ljudje smo bili spet na začetku. Nismo vedeli ničesar. No, morda. Številka 14. Leta 1960 je Roscoe H. Hillenkoetter, nekdani direktor CIA in kasneje član odbora Nacionalnega preiskovalnega odbora za zračne pojave, v članku objavljenem v New York Timesu razkril pravo bombo. Ta človek je bil pomembna osebnost v ameriški obveščevalni službi, zdaj pa je trdil, da ameriško vojno letalstvo utišuje svoje osebje glede NLO-jev, da bi prikrilo resnico. Po njegovih besedah so visoki častniki vojnega letalstva v ozadju resno zaskrbljeni zaradi NLO-jev.
Toda zaradi uradne tajnosti in zasmehovanja je veliko državljanov prepričanih, da so neznani leteči predmeti nesmisel. Motil se glede nekaterih stvari. Niso bili vsi pripadniki utišani. Številka 13. Preizkusni mehanik B-29 Robert B. Gardner je povedal, da je opazil dva srebrno-zelena predmeta, ki sta z izjemno hitrostjo letela nad letališčem v San Franciscu. Pojasnil je, da sta bila videti kot stožca, odrezana na obeh koncih. Letela sta na približno 12.000 čevljih višine s neverjetno hitrostjo 1800 milj na uro. Leto je bilo 1953 in takrat je bil najhitrejši leteči stroj Bell X-1, ki je lahko dosegel približno 1600 milj na uro. Ali je kateri od teh dogodkov prinesel verodostojne fotografije? Številka 12. Eden od dogodkov, ki je zmedel strokovnjake, je fotografija, ki jo je leta 1950 posnel par na kmetiji v McMinnvillu v Oregonu. Pavel in Evelina Trent sta trdila, da sta videla predmet v obliki krožnika, širok približno 90 metrov, ki je lebdel nad njuno posestjo, s tistim, kar sta opisala kot ravno spodnjo stran. CIA je tiho preučila fotografije, medtem ko jih je revija Life kasneje objavila, da jih je lahko videl ves svet. Skozi leta so tako originalne fotografije kot tudi njihovi negativi doživeli strokovno analizo. Leta 1967 je astronom William Hartmann z Univerze v Koloradu, znanstvenik, ki je bil posebej zadolžen za kritično preučevanje in ovrženje trditev o NLP-jih, prišel do šokantnega zaključka. To je eno redkih poročil o NLP-jih, pri katerem so bili vsi preučeni dejavniki, geometrijski, psihološki in fizični, videti skladni s trditvijo, da izjemen leteči predmet, srebrn, kovinski, v obliki diska s premerom več 10 metrov in očitno umetnega izvora, je letel na vidnem polju dveh prič. Trentova sta vedno vztrajala pri svoji zgodbi. Desetletja kasneje, ko so ju leta 1997 intervjuvali kot starejši par, sta še vedno vztrajala, da fotografija prikazuje točno to, kar sta tistega dne videla. Rekla sta, da sta sprva oklevala z objavo slik, ker sta se bala, da bi lahko bil predmet del skrivnega vojaškega projekta. In obstajala je še ena slika, ki je postala legendarna. Številka 11. Eden od dokumentov FBI, datiran na 8. juni 1967, nam pokaže, da je moški po imenu Paul Piarel agenciji posredoval informacije, ki naj bi dokazovale, da so nacisti zgradili NLP. Piarel je trdil, da ga je leta 1944 videl lebdeti nad črnim gozdom. Zdaj razkriti dokument navaja: v tem obdobju je opazoval zgoraj opisano letalo. Bil je v obliki diska, daljinsko voden in opremljen z več reaktivnimi motorji na zunanjem delu strukture. Stroj je imel zunanji del, ki se je vrtel okoli osrednje kupole, medtem ko je preostali del ostal nepremičen. Zanimivo je, da so NLP-ji, ki jih ljudje pogosto vidijo, videti natanko tako kot tisti v znanstveno-fantastičnih filmih. Vendar je Piarle posnel fotografijo. Od tega je ostala le fotokopija negativa, zato ni zelo jasna. Najtežje je razložiti dogodke, pri katerih je več ljudi videlo isto stvar. Številka 10. 10. februarja 1951, tik pred 1 uro zjutraj, ameriško mornariško transportno letalo Douglas Air R-5D z 31 ljudmi na krovu je preletelo nebo nad Keflavikom, ko je posadka opazila nekaj nemogočega. Približno 450 metrov nad oceanom se je pod njimi pojavilo nenavadno svetleče se predmet. Bil je tih, svetel in se je premikal na načine, ki jih niso mogli pojasniti. Domnevno so ga videli vsi na krovu. Predmet v obliki diska z oranžno-rdečim sijem okoli svojega oboda. Ko se je predmet približal, so piloti povedali, da so njihovi inštrumenti začeli odpovedovati. Pokvaril se je kazalnik smeri skupaj z magnetnim kompasom in 2 iskalnikoma smeri. Nato, ko se je letalo oddaljilo od predmeta, so se inštrumenti nenadoma vrnili v normalno stanje. Incident je ostal tajen več let, vendar ohranjeni dokumenti nakazujejo, da je mornariška obveščevalna služba srečanje vzela resno. Približno 9 mesecev kasneje so preiskovalci po poročanju obiskali pilota in mu pokazali nekakšno policijsko prepoznavo fotografij NLP-jev ter ga vprašali, ali katera od njih ustreza temu, kar je tisto noč videl nad Atlantikom. To ni bil nekdo, ki bi iskal pozornost, ali ekscentrik, ki bi lovil slavo. Bil je zaupanja vreden vojaški pilot, katerega poročilo so ljudje, ki so ga preiskovali, obravnavali kot verodostojno. Tako kot ta naslednji moški. Številka 9. Spet leta 1951 je L. Gordon Cooper letel s svojim F-88 Thunderjetom v Nemčiji, ko je videl skupino predmetov, ki so se gibali na načine, ki jih človeško inženirstvo ni omogočalo. Kasneje je delal za NASA v projektu Merkur, prvem ameriškem vesoljskem programu. Bil je pameten in zaupanja vreden, zato so ga ljudje poslušali, ko je svojim nadrejenim povedal, da je na nebu videl kovinsko-srebrn krožnik.
Po upokojitvi iz NASA s činom polkovnika in 222 urami v vesolju je napisal knjigo, v kateri je trdil, da vlada aktivno prikriva informacije o NLP-jih. Podrobno je opisal ločen dogodek iz leta 1957, ko je njegova posadka na letalski bazi v Kaliforniji posnela pristali krožnik. Ko je film predal v Washingtonu, je vse potihnilo. Izključili so ga iz lastne zgodbe. Do zadnjega diha je bil prepričan, da je vlada vpletena v prikrivanje NLP-jev. Nekatere zgodbe so bile preprosto preveč nore, da bi jih lahko razumno razložili. Številka 8. Skozi leta so se pojavljale trditve, da je CIA uporabljala NLP-je kot obliko zavajanja. Morda je v tej ideji nekaj resnice, vendar nam razkrite dokumente prikazujejo bolj zapleteno sliko. Nekateri ljudje znotraj CIA so bili, vsaj na papirju, globoko zaskrbljeni zaradi tega, kar so videli kot naraščajočo lahkovernost javnosti in kako bi lahko sovražne sile to izkoristile. Nekatere datoteke so celo razpravljale o nevarnosti sovjetsko ustvarjene množične histerije ali psihološkega bojevanja, zgrajenega okoli panike zaradi NLP-jev. En dokument je navajal, da mora agencija zmanjšati trenutno lahkovernost javnosti in posledično njihovo dovzetnost za propagando. Ta skrb je pripomogla k ustanovitvi Robertsonove komisije leta 1953, ki jo je podpirala CIA in je predsedoval Howard P. Robertson, eden najbolj spoštovanih fizikov na svetu. Njeno poslanstvo je bilo preprosto: raziskati pojav letečih krožnikov in ga enkrat za vselej ovreči. In ko je komisija končno začela z delom, se je zgodilo tole. Številka 7. Istega leta, ko je bila komisija sklicana, je major, nameščen na letalski bazi George v Kaliforniji, poročal, da je nad bazo videl 5 ogromnih predmetov v obliki diska, ki so leteli v formaciji. In on še zdaleč ni bil edina priča. V naslednjih 12 tednih je bilo na isti bazi prijavljenih še 9 opažanj podobnih predmetov. Potem pa so, istega dne, ko je major opazil diske, vojaško osebje na letalski bazi Davis Mountain v Arizoni poročali, da so videli nekaj prav tako nenavadnega. 12 neidentificiranih predmetov je letelo v formaciji s ocenjenimi hitrostmi med 1500 in 3000 miljami na uro. To je bil dosežek, ki je presegal vse, kar je bilo v 50 letih javno znano, da obstaja. Legendarni Lockheed SR-71 Blackbird se iz skrivnostnega sveta Area 51 ni pojavil vse do sredine 60 let. In ta opažanja izjemno hitrih vozil niso bili omejeni le na ZDA. Septembra 1953 so ladje NATO, ki so sodelovale v operaciji Mainbrace, prečkale Severni Atlantik. Med misijo sta danski mornariški poveljnik in njegova posadka poročala o svetlečem trikotnem predmetu, ki je švignil čez nebo s približno 900 miljami na uro. Svetil je tudi z nenavadno modro svetlobo. V naslednjih tednih so se pojavila še dodatna opažanja osebja, ki je sodelovalo v vaji. Nobeno od njih ni bilo pojasnjeno. NATO se je takoj zatem zgodil incident v Yorkshireu na severu Anglije. Osebje RAF je poročalo, da je neidentificiran predmet spremljal enega od njihovih reaktivnih lovcev Meteor med letom. Eden od letalcev je kasneje opisal predmet kot srebrni disk. Ustavil je svoj spust in obstal v zraku, pri tem pa se je vrtel, kot da bi bil na svoji osi, je povedal. NATO je pospešil z neverjetno hitrostjo proti zahodu. Kaj pa se je zgodilo, ko so preiskovalci verjeli, da niso imeli opravka le z opažanjem, ampak z dejanskimi fizičnimi dokazi? Številka 5. Arthur Stanso, tehnik povezan s testnim območjem v Nevadi, je kasneje postal del legende o NLP-jih. V prisežni izjavi je trdil, da je 21. maja 1953 pomagal pri reševanju dela strmoglavljenega NLP-ja blizu Kingmana v Arizoni. Po njegovih besedah je bil predmet, citiram, izdelan iz neznane kovine, ki je spominjala na brušen aluminij. Rekel je, da so ga skupaj z več drugimi moškimi izkopali iz peska, kjer se je po trku delno zagozdil. Trdil je, da je bilo plovilo ovalne oblike, približno 9 metrov v premeru, z 2 vrtljivima sedežema in kabino, polno nenavadnih instrumentov. Kasneje ga je opisal kot nekaj, kar je videlo že veliko ljudi po vsem svetu. Cigaro v obliki solze, aerodinamično cigaro. Na to je sledila podrobnost, zaradi katere so se Američani nekoč počutili, kot da niso sami. Ob predmetu je bil postavljen šotor, ki je ščitil mrtve ostanke edinega potnika, je izjavil. Potnik kot nezemljan. Kaj točno je torej Stansel trdil, da je videl? Po njegovih besedah je bilo bitje visoko, približno 4 čevlje, in je imelo temno rjavo polt. Imelo je 2 veki, 2 nosnici, 2 ušesi in majhna usta. Rekel je, da je nosilo srebrno kovinsko obleko in čelado iz istega materiala. Po Stanselovih besedah ni bil sam. Tudi drugi tehniki, ki so bili tisti dan prisotni, naj bi videli isto. In zdaj pride najčudnejši del. Številka 4.
V zaupnih vladnih dokumentih so obveščevalni uradniki domnevno imenovali Arthurja Stensela z imenom Fritz Werner. Ti dokumenti opisujejo, kako naj bi bili Stensel in drugi tehniki prepeljani na kraj nesreče z avtobusom s potemnjenimi okni. Nato se je leta 2024 na spletu pojavil še en dokument povezan z Wernerjem. Zdelovalo se je, da vsebuje sporočila izmenjena med ameriškim vladnim uradnikom in Christopherjem Melonom, nekdanjim sodelavcem odbora za obveščevalne zadeve senata, ki je kasneje sodeloval pri preiskavi UAP-ov na Pentagonu. V izmenjavi je uradnik namignil, da bi resnica o nesreči v Kingmanu ljudi pustila odprtih ust. O incidentu je govoril, kot da je še vedno aktualna zadeva. Tudi v 2020 naj bi celo rekel: pobiramo informacije. To je tak način izražanja, ki bi ga lahko razumeli kot priznanje, da oblasti še vedno prikrivajo ali zbirajo informacije povezane s primerom. Če so sporočila pristna, se zdi, da nakazujejo, da naj bi domnevno visoki uradnik verjel, da je v Stenselovih izjemnih trditvah vsaj nekaj resnice. Nažalost se zdi, da najnovejši paket objavljenih dokumentov ne prinaša veliko konkretnih dokazov za zgodbo iz Kingmana, vendar so nas obtožbe spomnile na nekaj, kar se je zgodilo v Združenem kraljestvu. Številka 3. Po letih opažanj in naraščajočem nezaupanju do preiskav NLP-ov povezanih s CIA je bil ustanovljen Condonov odbor. To je bil projekt, ki sta ga financirali ameriško vojno letalstvo in Univerza v Colorado z namenom znanstvenega preučevanja neidentificiranih letečih predmetov. Eden od primerov, ki je pritegnil pozornost odbora, se je zgodil leta 1956 na letalski bazi RAF Bentwaters v Suffolku v Angliji. Operaterji radarja so sledili objektu, ki se je premikal s hitrostjo več tisoč milj na uro. Nato je radar nenadoma začel prikazovati na desetine takšnih objektov. Po poročilih so opremo preverili in ugotovili, da deluje pravilno. Priče so povedale, da so se okoli veliko večjega objekta pojavili manjši objekti, ki so hitro letali naokoli. Dogodek pa je opazovalo več vojakov. Nekaj zelo podobnega se je zgodilo v bližini na letalski bazi RAF Lakenheath. Tam objekt niso zaznali le na radarju, ampak naj bi ga tudi videli s prostim očesom. Priče so opisale, da se je objekt nenadoma ustavil na nebo, nato pa takoj pospešil in se premikal z izjemnimi hitrostmi. Osebje v Lakenheathu je stopilo v stik z RAF Nystad, prav tako v Suffolku, kjer so v zrak poslali nočnega lovca The Havilland Venom, da bi prestregal tarčo. Dvočlanska posadka Venoma je kasneje poročala, da sta imela objekt tako na radarju, kot tudi v neposrednem vidnem polju. Nato se je tarča brez opozorila pojavila za njima, še preden sta lahko reagirala. Na koncu je reaktivcu zmanjkalo goriva in je bil prisiljen prekiniti zasledovanje ter pristati. Condonovo poročilo je kasneje ta dogodek opisalo kot najbolj skrivnosten in nenavaden primer, ki so ga kdaj preučevali. Torej, kaj točno so bili ti objekti, ki so očitno lahko prehiteli in prekašali vojaška letala? Ali so bili povezani z enakimi pojavi, o katerih so poročali ameriški testni piloti in radarske ekipe po vsem svetu v času hladne vojne? Številka 2. Pilot letala X-15. Joseph Folker je letel s hitrostjo 4-kratnika hitrosti zvoka, ko je po radiju rekel: 2 NLP-ja sta pravkar preletela nad mano. Letela sta tik mimo njega. Letela sta s hitrostjo 3400 milj na uro, tako hitro kot katerokoli letalo na svetu. Rekel je, da se jima je približal na približno 60 metrov in videl, da sta bila v obliki diska. Folker kasneje v življenju ni nikoli več govoril o NLP-jih. Saj je leta 1966 umrl v nesreči med skupinskim letenjem. Toda njegove besede so odmevale pri majorju Robertu Whiteu, še enem pilotu X-15. Potoval je na višini 95.700 metrov, ko je videl več predmetov, ki so leteli v bližini. Za revijo Time je povedal: tam zunaj so stvari, absolutno so. Ta zadnja izjava je pomembna. Leta 2014 je časopis The Guardian postavil vprašanje. Namesto da bi prikrivali obstoj nezemljanov, ali je mogoče, da je prava zarota v tem, da so nas prepričali, naj verjamemo vanje. Članek se je nanašal na domnevno psihološko operacijo povezano s CIA, v kateri so namerno širili ponarejene zaupne dokumente o NLP-jih med javnostjo. Ti dokumenti so postali znani kot dokumenti 12-terice, Majestic, tajne datoteke, ki naj bi dokazovale, da so najvišji ameriški uradniki desetletja prikrivali dokaze o stiku z nezemljani. Le da so bili dokumenti razkriti kot ponaredki, dezinformacije, namenjene spodbujanju histerije glede NLP-jev in ne njenemu umirjanju. Posledice so uničile raziskovalca NLP-jev Paula Benovica. Potem, ko je prejel domnevno pricurljane informacije iz virov obveščevalne službe letalskih sil, je bil prepričan, da nezemljani delujejo na Zemlji. Kasneje je doživel hud psihološki zlom.
Tako nam dokumenti že leta kažejo, da so obveščevalne agencije opozarjale, da je ameriška javnost ranljiva za množično histerijo v zvezi z NLP-ji. Kljub temu so obstajale obtožbe, da so nekateri krogi v nacionalno-varnostnem aparatu aktivno spodbujali iste strahove. Zakaj? Nihče ne ve. Nekateri raziskovalci pa opozarjajo na Odbor za psihološke strategije, telo iz časa hladne vojne, ustanovljeno za usklajevanje ameriških psiholoških operacij in propagandnih prizadevanj. Le malo idej lahko bolj učinkovito pritegne domišljijo javnosti kot NLP-ji in mali zeleni možje. Vsi dokumenti, o katerih ste danes slišali, so resnični, vendar zgodovina kaže, da se dejstva in fikcija pogosto prepletajo, še posebej, ko se združijo vlade, strah, propaganda in neznano. Resnica je tam zunaj, nekje, in morda je zelo človeška, ali pa tudi ne. Če pa iščete dokaze, ti niso več skriti samo v dokumentih Pentagona. Je v bližnjih srečanjih, ki so jih od blizu opazili usposobljeni strokovnjaki, ki so natančno vedeli, kaj bi moralo in česa ne bi smelo biti na njihovem nebu. Ugotovite, kaj so videli na dejanskih posnetkih ameriške vojske, ki prestreza NLP-je, ali pa si oglejte to namesto tega.